In smo v še eni epizodi, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No, tokrat se je na tapeti znašel BitTensor oziroma DAO. In kako mu kaj gre, kako bo kaj šel skozi našo lestvico. Lep pozdrav in jaz predlagam, da kar začnemo. Torej, v prvi sekciji imamo pač osnovni pregled projekta in tukaj pregledujemo, kaj je cilj projekta in kakšen vpliv na industrijo ima. In tukaj smo zdaj na spletni strani bittensor.com. Moram reči, da imajo zelo simpel spletno stran, nič kaj tako, ok, tukaj je pač tale animacija, ampak kar precej podatkov sem jaz moral iskati drugod. No in zakaj se gre tukaj pri tem projektu? Gre se, kot piše tukaj, že takoj v prvem predstavitvenem stavku za decentralizacijo umetne inteligence. Torej, cilj je jasen in cilja tudi na realno industrijo. Torej, na industrijo umetne inteligence. Tako da za jasnost cilja in projekta dobi vseh 5 točk. Vpliv na industrijo tudi vseh 5 točk. Zdaj, jasnost bele knjige, to moramo še pogledati. In mislim, da jo imamo kar tukaj in jo imamo tukaj in kot vidimo je ogromno teksta, ampak tudi izredno lepo obrazloženo vse. Tako da, ja, vem, da je ogromno branja, ampak preden se kamorkoli investira v katerikoli kriptoprojekt, je treba prebrati belo knjigo v celoti. No, tukaj imamo malček problema, bom samo osvežil stran. Tako da, ja, bela knjiga je precej jasno obrazložena, tako da tudi tukaj dobi vseh 5 točk. Torej, v prvi sekciji dobi vseh 15 točk od možnih 15. Naprej v naslednji sekciji preverjamo ekipo in podporo. In to je izkušenost ekipe in financiranje in podpora. Pa si dajmo pogledati najprej ekipo, ker to je kar precej pomembno, kdo dejansko sodeluje v temle projektu. In tukaj je tale spletna stran cryptorank.io, ki ima precej zanimive podatke in med njimi so tudi podatki o ekipi. In vidimo, tukaj je founder Jacob, Robert, Steves in ponavadi je najboljše, da se preveri njihov LinkedIn in se pogleda, kje so v bistvu ti ljudje delali prej. Kot vidimo tukaj, ta zadnje je BitTensor, kar je seveda logično. Prej je celo delal za Dogecoin in predtem je bil tudi inženir na Google in Machine Learning Researcher za GNOME Incorporated. Ok, torej tukaj znanje vsekakor je, dajmo si pogledati še co-founderja Ala Shabana. Pa pojdimo na njegov LinkedIn in poglejmo, torej BitTensor, co-founder, in prej je bil na postdoctoral fellow na univerzi Waterloo, predtem je bil še pomočnik profesorja v univerzi v Torontu in predtem je bil še machine learning researcher za 4AI in seveda predtem senior software engineer za Instacraft. Torej tudi tukaj je kar precej znanja. Dajmo si zdaj pogledati še CTO. To je Gerrit Oetken. Pa dajmo pogledati njegov LinkedIn. In imamo, torej prej je bil co-founder za Quantum Star Technologies, lead software engineer za Safeguard Equipment, pa prej je bil samozaposlen kot razvijalec programske opreme. Ok, tako da znanje ekipe tukaj vsekakor je in tukaj dobijo vseh 10 točk od možnih 10. Na to imamo financiranje in podpora, to tudi najdemo tukaj na
tej strani, samo malček, če gremo tukaj pod Overview in tukaj nas pričaka tale informacija, kdo vse je financiral tale projekt in vidimo, da je Polychain Capital financiral tale projekt. Poleg tega sem pa tukaj našel tudi novico, da so tudi drugi investirali v tale projekt. Poleg Polychain Capital, tudi Digital Currency Group. Tako da tukaj vsekakor je podpora od kar uglednih vlagateljev. Tako da tudi tukaj dobi vseh 5 možnih točk. Tako da v drugi sekciji vseh 15 točk od možnih 15. Naprej imamo blockchain in žeton. Zakaj uporabljati blockchain in kakšna je vloga žetona? Zdaj, kot že vemo, uporaba blockchaina je sestavni del rešitve, tako da tudi tukaj dobi vseh možnih 5 točk in seveda tudi uporabnost žetona ima jasen mehanizem zajemanja vrednosti za žeton, tako da tudi tukaj dobi vseh 5 točk od možnih 5. In tretja sekcija, 10 točk od vseh možnih 10. Nato je tukaj napredek in cilji, če je ekipa dosegla svoje cilje. Sicer imajo tudi blog na svoji spletni strani, ampak jaz si najraje pogledam tukaj na to spletno stran coindar.org, kako dosegajo svoje cilje in vidimo tukaj, da kar lepo dosegajo. Predvsem to, da so listani na menjalnice, naprimer crypto.com, pa sproti obveščajo tudi o svojem roadmapu, pa potem je spet listanje na xt.com, pa KuCoin, pa Bitrue, Maxi in podobno. Tako da tukaj imajo kar lep dosleden napredek, 5 točk od vseh možnih 5, in s tem je zaključena tudi naša sekcija, torej vseh 5 točk. Nato tehnična analiza. Tukaj bo še precej zanimivo. Če gremo nazaj na cryptorank.io, pa dajmo stran tole reklamo, in gremo malček dol na graf, vidimo tukaj tale svečni graf za TAO. Sicer to je izredno mlad kovanec, to je graf od Binance in tukaj bom dal indicators in še RSI indikator, da imamo malček več podatkov. Tako, in imamo graf poštiman in zdaj lahko vidimo mi tukaj, da smo prebili eno veliko odporno mejo in to je tale tukaj. Tako, in zdaj delamo na njej podporo. Ta podpora mora zdaj zdržati. Imeli smo tudi manjšo medvedjo divergenco. Tukaj smo delali višje vrhove, medtem ko RSI je naredil nižje vrhove, kot lahko vidimo tukaj. Ampak delamo pa tudi skrito bikovsko divergenco. Tukaj imamo eno dno in drugo dno na isti višini, medtem ko RSI pa je naredil tukaj eno dno in na to nižje dno. In seveda skrita bikovska divergenca pomeni, da lahko pričakujemo nadaljevanje rasti. Torej tudi odboj od tele meje. Tako da cena in moč trenda, vsekakor pozitiven trend z močnim zagonom in fundamenti, 5 točk od možnih 5. Na to imamo volumen in likvidnost, dajmo si še tole pogledati na CoinMarketCap, kakšen imajo kaj volumen in vidimo tukaj imajo kar visok volumen in tudi na zelo znanih menjalnicah. Tako da tudi tukaj vseh 5 točk od možnih 5 in tehnični indikatorji, kot smo že pogledali, kažejo na bikovsko ali močno tržno razpoloženje. Tako da tudi zato dobi 5 točk od možnih 5. Vsega skupaj za to sekcijo tehnične analize je dobil vseh možnih 15 točk. Naprej imamo sentiment.
sodelovanje skupnosti. Pa dajmo si pogledati, najbolj imajo Twitter, zdaj za kakšna druga socialna omrežja nisem našel, tudi nimajo na spletni strani, za Twitter sem moral najti posebej. Tako da dajmo si pogledati Twitter in ja, tukaj imajo 168 sledilcev, kar je kar precej in vidimo, da so tudi kar aktivni. Tako da 5 točk od možnih 5. Zdaj adopcija uporabnikov in tipičen vlagatelj. Tukaj je nekaj adopcije, vendar ne razširjeno. Moramo upoštevati, to je še vedno mlad projekt in naloga adopcije ga v glavnem še čaka. Tako da zato dobi 3 točke od možnih 5. Vse skupaj za sekcijo sentimenta torej dobi 8 točk od možnih 10. In naprej imamo Certik varnostno preverjanje. Tukaj se je pri marsikaterem kovancu zakompliciralo. Ali se bo tudi pri Tautu? Pa dajmo si pogledati. In najprej si pogledamo, če je bila revizija opravljena. In tukaj nažalost vidimo, da ni bila revizija opravljena. Tako da od možnih 10 točk dobi 0 točk, nažalost. Na to naprej je tudi Skynet preverjanje, ki ga seveda ni, zaradi tega tudi, ker revizija ni opravljena. Vidite tukaj, ni podatkov. Tako da tudi zato od možnih 5 točk dobi 0 točk. In naprej imamo leaderboard oceno. To je ta ocena tukaj od zgoraj. In moram reči, da je kar malček nizka, 72, tako da to ga uvršča tako med kakšne povprečno uvrščene projekte. In na to so še rešene varnostne težave. O temu nažalost tudi ne vemo nič, zaradi tega, ker ni revizija opravljena in zato tudi dobi 0 točk od možnih 5 točk. In tako, končna ocena, ki smo jo dobili ven, je 71 od 100, kar ta projekt uvršča med povprečno potrebnih je več raziskav. Tako da potrebna je še vedno taka malček večja pazljivost pred investicijo v take projekte. Zdaj upam, da vam je bila ta raziskava všeč. V bistvu je za njo potrebno še več časa. Jaz sem bil na ta video že pripravljen, tako da sem imel že vse pred sabo o tem, kar moram ugotoviti. Vsekakor dajte temu videu všeček, če vam je bil všeč in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednje naše revizije kakšnega kriptoprojekta. To bo tudi to za to epizodo. Jaz vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednji.